Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Mami Zinka, Štefan Konziliere, Srečko, Janez, Melita in ostala elita, en globok poklon. Upam, ne obljubljam, se oproščam, da bomo danes dolgi samo 1 uro. Čeprav si imamo veliko povedati, danes se nekako odmikamo od ključne teme vseh medijev, torej od pandemije in potujemo tja nekam čez lužo, kjer COVID praktično ne obstaja na tak način kot tukaj. Govorili pa bomo, ker manjka točno 7 dni do tega ključnega dne za... Eni pravijo, da gre za najpomembnejše volitve v zgodovini človeštva. Skratka, govorimo o prvem zetu naše domovine, ki bo naslednji teden v ringu z gospodom Bidenom nastopil na demokratičnem Super Bowlu. Pravijo, da so to najpomembnejše volitve na svetu. Zagotovo so pa zgovorne. 01475-2202 Lojtra Toplovod, če twitate. Gremo govoriti o fenomenu gospoda Donalda Trumpa. Kako ga vi razumete? Kako si ga razlagate? Kako si razlagate ne nazadnje tudi pandemijo oponašalcev, kot zmago demokracije, kot poraz, kot začetek prave demokracije, ko lahko družba končno okrona odločnega moškega enostavnih rešitev in še bolj enostavnih tweetov, ali kot, bom rekel, neko demokratično anomalijo, kot odgovor na nekaj, kar ni izrečenega, ali je to preprosto zgolj in samo demokracija, odsev naše volje oziroma njihove volje. Pa še tole priporočilo vam polagam na prsi. Ne se preveč sekirati, če ne poznate snovi. Češ, Amerika je daleč, premalo smo se poglobili, da bi govorili, premalo se spoznamo, premalo smo snov naštudirali. Ni panike, za demokracijo ti pač ni treba nič vedeti in nič znati. Greš pa obkrožiš, tako kot tista Štajerka iz bivše ljubljanske tobačne tovarne, nekje v 90-ih sem jo slišal na avtobusu, ki je rekla, da bo volila Kučana, ker ima tak lepe plave oke. Naj vas ne bo torej sram govoriti o Trumpu, ker veste o njem ravno toliko, kot ste vedeli o SMC, ko ste jo volili. Torej nič a dovolj, da se je zgodilo, kar se je, in to je ta čar demokracije. Da izgovor, da nimaš pojma, ni legitimen. Je pa na nek način ta izgovor legalen, oziroma mogoče je to problem, ampak o tem nekoliko kasneje. Skratka, debata o možatem Donu je sploh zanimiva, ker predstavlja nekako politika novega kova, nek nov model komunikacije, nek nov model politika, ki mu sledijo tudi številni oponašalci na stari celini, ker ima tudi številne simpatizerje. Naš prvi minister, naš premier javno navija zanj na Twitterju in se krega z njegovimi političnimi nasprotniki. Na tem mestu pripomnim, osebno mnenje, da mi je gospod globoko simpatičen. Bi ga pa mogoče raje gledal v kakšnem kvalitetnem comedy klubu, mogoče s predskupino Kordiša pa Pojbiča, kot pa recimo prvega akterja na globalnem odru demokracije. Ampak gospod je tukaj, predstavlja novo šolo, politika novega kova. Prejle sem bral, ko sem se pripravljal na tole, na Washington Postu en članek, kjer so nakalkulirali, da Trump pove laž ali pa neko zavajajočo polresnico 12krat na dan. Za 10,000 takih, tudi tweetov med drugimi, je potreboval 827 dni. Pa sej njegove cvetke poznate, zanikal je COVID. Najprej, da maske niso potrebne, je rekel, potem si je premislil in je rekel, da je nošnja maske akt odločnega patriotizma.
Govoril je oziroma tweetal o shithole countries v Južni Ameriki. Nima smisla naštevati, ker je tega preveč, ampak spet to je njegov slog in očitno je uspešen, ker ga imajo ljudje radi. 260krat je ponovil, da je ustvaril najboljše gospodarstvo v zgodovini ZDA, celo to mu je ušlo, da je ustvaril najboljšo ekonomijo v celotni zgodovini sveta oziroma človekovega obstoja. So šli novinari gledati številke, pa so imeli recimo vsaj Eisenhower, Johnson pa Clinton boljšo ekonomijo. In to je ta finta, poveš tolikokrat, da postane resnica. 261krat je rekel, da je zid na meji zgrajen, pa ni povsem res, ne, samo 5 km ga je. Itak zanika podnebne spremembe, na vse se spozna, recimo ta epski tweet, ne, povedal je, da Obamove elektrarne oziroma elektrarne na veter, ki so bile zgrajene v času Obamove administracije, ubijajo med 13, paste cifro, 13 in 39 milijonov ptičev letno. Ne. Od tega mnogo beloglavih orlov, ki so simbol dežele pokončnih in pogumnih. Za političnega nasprotnika Bidena je v nekem tweetu rekel, da bi šel down fast and hard, če bi ga na gobec. Pa še to je tweetnil svojim nasprotnikom v nekem trenutku, ampak to se splača kar v njegovi materinščini prebrati, ker prevodi so brez veze. Sorry, losers and haters. My IQ is one of the highest, and you all know it. Please don't feel stupid or insecure. It's not your fault. In tako naprej. To je bilo samo za pokušino, skratka meni osebno izjemno simpatična pojava. Govorimo o fenomenu Donalda Trumpa. Lojter toplovod 01475 2202. Polno. Gremo. Dober večer. Večer, to Marjan z Vajdušnjev. Marjan živijo. Ja, živijo. Ne vem, jaz nažalost ne sem ameriški državljan, ne. Ja, pak... če bi bil, bi glasoval za Trumpa, ne, ker meni se zdi, da bo Trump zmagal, tako po mojom občutki, ne vem. In bi zato glasovali zanj? Ja, če dejansko se poistovetiš z zmagovalcem, ne, če dejansko glasuješ za tistega, ko zmaga, ne, mislim. Marjan, ampak dajva biti iskrena, o Trumpu veste približno toliko kot o Violeti Tomič. Ja, ne vem. Mal pa Ameriko poznam, no, ker sem bil že leta 86 v Floridi, 6 tednov sem bil na Floridi, že 86, ja, tako da Orlando, Florida, tu poznam raketno izstrelišče, tam Cape Canaveral, dobro. Drugače, ne vem, bomo videli, kdo ima prav, ali imajo Slovenci prav, ali Amerikanci. Ne? Pa zakaj, ne razumem tega, kdo bi imel prav v zvezi s čim? Ja, mislim, da tiha večina ga podpira, ne? Zdaj ne vem. A Slovencev? Ne Slovencu, Amerikancu, ne, zdaj Slovencu, ne vem, no, dejansko. Okay, Janša se, ja, ker jaz simpatiziram z Janšo, ne, tako bom rekel, ne. Ja. Janša pa simpatizira s Trumpom. Ja, veste kaj, jaz bi dejansko, mislim, če bi zmagal, ne, dejansko bi mogla priti Melania Trump v Slovenijo, ker je Slovenka, ne, ja. In če bi jaz temu pohnil denarja, mislim, čeprav Slovenija ga nema, ne, Janša, če bi zmagal Trump, bi Janša lepo povabil v Slovenijo Trumpa in Melanijo in še Kim Jong-una, no, tako da bi se to v Sloveniji dobili, ne. To bi bila res poteza, da bi bili zadovoljni levi in desni. Ne? Ja, in bi nas postavilo na politični zemljevid novega sveta, ja, ki se poraja v teh težkih trenutkih. Ne vejo, kje je Slovenija, ne vejo Amerikanci. Ne? Marjan, odlični ste. Dajte mi povedati, zakaj se vam pa zdi, recimo, da imajo Američani nezanemrljiv odstotek, seveda tako radi Donalda Trumpa, da se jim je zgodil, ne nazadnje. Meni se zdi, da preprosto povej dejansko, vse malo tudi, ker jaz sem tudi glasoval, mislim, ker je pole toliko let nazaj, sem za Krambergerja volil, Ivan Kramberger je bil tak dobri človek iz njegove, ne, tako da tiskučena nisem nikoli, ne, tako da dejansko, meni se zdi, da lahko malo Trumpa primerjamo tudi s spokojnim Krambergerjem, ne vem, no.
Res je. Neka posebna, ja, dobro, da ne bom preveč dolgo. Marjan, to je izjemno zanimiva paralela. Najlepša hvala, pa lep večer. Živijo. Marjan je bil zdajle temule uvodu nad vse potreben. Toplovod nocoj točno teden dni pred ameriškim demokratičnim Super Bowlom, pred velikimi volitvami, govori o fenomenu Donalda Trumpa. Evo, na Twitterju taka situacija, nekdo se je uprl in rekel, da dajmo raje govoriti o fenomenu Marjana Šarca. Jaz odgovarjam, ni problema, paralele so nocoj dovoljene, več kot dovoljene, nad vse dobrodošle. Jih imamo tudi v Evropi kar nekaj. Drugi pravi, da je fenomen Trumpa v tem, da so klasične stranke toliko ausglajzale, čeprav v Ameriki izbirajo med dvema, in ljudi pustile na cedilu, da so ljudje poskusili z novim obrazom. To me bolj spominja na slovenski model, ampak verjetno je nekaj resnice v tem. Tretji pravi, da je to naravni cikel. Preveč liberalni demokrati so po črnskem predsedniku poskusili še žensko. Ni se išlo. Če bi Hillary zmagali, bi verjetno naslednjič poskusili s prvim gejovskim predsednikom. Državljani so ugotovili, da morajo začeti razmišljati in tudi voliti. In so. O, sveta preproščina, ampak ja, zakaj pa ne? Tudi na ta način je nad vse uporabno nocoj razmišljati. 014752202, teden dni pred volitvami, fenomen Donalda Trumpa v toplovodu na Valu 202. Dober večer. Dober večer, Miha, Ksenija iz totega konca pri telefonu. Ksenija, živijo. Poslušaj, jaz bom en korak nazaj stopila. Trump bi bil Štajerc, če bi tukaj nastopal. Ne bi ga sprejeli. Ne bi ga? Ne bi dobil državljanstva štajerskega. Okay. No, jaz bom en korak nazaj stopila. Ko je bil Obama izvoljen, sem si jaz sama pri sebi rekla, aleluja, Amerika je prišla k pameti, ne? Pa vse njegove reforme, ki so bile poznane, sem si mislila, hvala Bogu, so se postavili, ne? Pa prišel Trump na oder, Trump, bom rekla, ne? Zakaj Trump? Mal ste pokroviteljski, ne? Ne, ampak Trump se mi zdi, da mu bolj paše, no, ne vem. Lej, lahko je dober gospodarstvenik, lahko ima čudovito podjetje, ki si ustvari pač renome na trgu, ne? Ja. Ampak za državnika države, ki ima tako pomembno pozicijo na globalnem zemljevidu, pa je malo ne vem, ne najdem besede, ampak prerobat. Preprost. Preprost? Ne, to ne. To ni preprost, še zdaleč ne, verjetno. To ne. Kako bi rekla, preidiotski, se upravičujem za besedo, ampak on gre res, ne vem, imam tak občutek, kot da bi spustil majhnega otroka v peskovnik. Ne? A se vam zdi? Ja. Ker zgradi eno, pol pa mu ni všeč, pa podre, pa začne nekaj drugega, ki je mu padlo v glavo. A veš... Ampak Ksenija, kaj je skrivnost njegovega uspeha? Veš kaj, zdi se mi, da je v Američanih toliko teoretikov različnih zarod, da pašejo skupaj. In to recimo, da je začel naš premier sodelovati z njim, ne? Ja. To marsikaj pove o naši državi, ne? Ja, kaj? Ja, ne vem, to se lahko vsak sam razmišlja, ampak ni čisto prijetno. Ni čisto prijetno? Ne, vse veš čisto, ne? Če daš žabo v hladno vodo, pa počasi se grevaš, bo crknila, ne? Če pa daš v vrelo vodo, pa bo ven skočila, pa se rešila. Ok, pa se vam zdi, da recimo človek kot je Trump in njegov politični slog, da pooseblja ta model počasnega kuhanja žabe? Ja. Ok, Ksenija, najlepša hvala. Ko bo prepozno, mislim, tako počasi, ne, in ko bo počasi morda nekoč dojeli, zakaj se gre, bo pa prepozno za reševanje, ne? Aha, vam se zdi, da ljudje preprosto ne dojamejo. A ni to malo taka pretirano pokroviteljska drža? Ne, zato ker se spremembe počasi dogajajo, ne? Ok. Ker tudi tako razmišljam, recimo, če preslikam na Slovenijo, ne? Če bi mi
takrat 91. bili soočeni s situacijo, ki je zdaj, po letu 2015, pa mogoče malo prej, bi čisto drugače ravnali. Ok, Ksenija, najlepša hvala. Enako. Živijo. Toplovod na valu 202 v sled teden dni pred volitvami v ZDA sprašuje, kako si razlagate fenomen Donalda Trumpa. Nenad na Twitterju zanimivo idejo. Trump za določeno maso ljudi pravi, očitno pooseblja vse tisto, kar si slednja nezavedno želi. Nagovarja jih kot zabavljač, prodajalec iluzij in ne kot politik, kar dodatno krepi podporo. Trump je torej morda zgolj odraz želja, fantazij in idealov velikega dela ZDA. Kako ga teden dni pred volitvami razumete vi? Dober večer. Živijo, se me sliši, Sebastian tukaj. Seveda, Sebastian, živijo. Jaz sicer nisem ujel začetka oddaje, tako da možno, da bom zdaj ponavljal že preživečene stvari. Ampak meni se nekako zdi, da je on na najlažji način dojeti kombinacija nasploh ameriške neke sociološke tendence po showmanshipu, potem reality TV star varianti in po drugi strani je pač manifestacija nezadovoljstva nad liberalnim statusom quo, ki se pač očitno za veliko ljudi ni šel, zaradi razlogov, ki so verjetno ljudem dosti dobro poznani. Tako da ne vem, nekako bi... Ja, si verjetno so takega ljudi že prepovedali to, kar je tudi... Ne, sploh ne, lahko to še malce razčlenite, če želite. Pa mogoče, da sem tako široko povedal, da bi cenil, če me da še eno malo bolj specifično pod vprašanje. Trump je namreč tako široka tema, da... Ok, kaj bi lahko opredelila kot skrivnost njegovega uspeha, ne? Po moje je res to nekako, da ta, kako bi temu rekli, ok, zdaj, če naredim malo kontroverzno primerjavo, mislim, da je za neke mere podoben apil, kot je recimo bil pri Šarcu, ko je zmagal, ali pa recimo pri Bernieju, ki je bil pač verjetno njegov, po mojem mnenju, najbolj sposoben nasprotnik. To zdaj je pač predstavljal outsiderja, zdaj predstavljal za ljudi nekoga, ki ni bil član tako dolgo ustaljene, pač vse med sabo povezane elite v narekovajih, če temu tako rečemo. Novi obraz. Novi obraz, ja, tako nekako preprosto povedano. In zdaj, to se seveda očitno ni dobro išlo, ampak bi izpostavil, da ta novi obraz logika ni nujno slaba, lahko je v redu, lahko je potrebna, če se ljudem do neke mere upravičeno zdi, da pač stari obrazi ne delujejo, potem je nov obraz na mestu. Tak so pač dobili zelo popačen, oranžni, grd obraz, žal. Ok, to je zdaj subjektivna sodba. Res je. Meni je človek simpatičen. On me izrazito spominja na frontmana skupine Queens of the Stone Age. Žal te reference trenutno še ne. Josh Homme, dajte ga pogooglati. Bom mogel pogooglati, ok. Čez 20 let, ali pa če bo zlorabljal droge tako kot jih, bo še prej izgledal tako kot Donald Trump. Tako da tukaj je neka simpatija. Mnenje je subjektivno. Greva naprej. Njegov slog, ki ga, bom rekel, ima tudi v Evropi kar nekaj sledilcev, da ne rečem fanov. Res je. A je to ok? Mislim, to je tudi zdaj subjektivno mnenje, ne, pač meni se sicer definitivno zdi, da ni ok, ker je zdaj njegov slog nekako, jaz ga pač sam nekako vidim kot eno tako, pač populizem je, no, nek tak dost specifično spet ameriški reality show brand populizma, ki nekako apelira na en strongman, ki sicer lahko bi mu kdo rekel fašističen, zdaj bom se zdržal te sodbe. Ja. Ampak pač, ki je apelira na to, da bo prišel en dec, ki ve, kako se stvari treba zrihtati, ima dosti teh tukaj lepih v oblikah zlizanih ljudi, ki govorijo v neki uradni terminologiji, on pa povedal tako, kot je. Ja, decki ima enostavne rešitve, decki ve, kdo je kriv. Ja. Kar je privlačno, no, tega pač to težko zanikati. Sploh za ljudi, ki niso, meni se zdaj verjetno to par njemu ena večjih prednosti, da apelira ljudem, ki niso z glavo v politiki, no, ki nimajo mogoče v prostem času tega zanimanja in se samo zavedajo, imajo nek splošno občutek, da stvari niso v redu, da pač očitno stvari stagnirajo in potem pride ena taka figura in se skupaj metaforično raztrese in postavi na novo na tla. To je ideja, no.
Ampak njegova komunikacija je izjemno zanimiva, ne kljub temu, da je pač notorični klatilec laži in polresnic. Namreč za ogromno teh njegovih izjav in tweetov je bilo dokazano, da preprosto ne držijo. Ne pa kljub vsemu recimo prosperira s tem slogom. To mi je strašljivo. Torej on ta svoj politični slog naslonil na to današnjo, bom rekel, realnost družbenih medijev, kjer je vse lahko res. Ja, mogoče to da še do specifiko, da je tukaj dejstvo, da je velika lažje narediti na pol resnično izjavo, ki ima mogoče nekje notreno zrno resnice in ga potem izkriviti v napačno izpeljavo iz tega ven. In je to veliko lažje in veliko hitrejše narediti sploh v modernem obdobju pač kratkih bajtov, ki v eni minuti moš nekaj pa in potem pozornost izgubiš. Lažje nekaj reči, kot pa biti oseba, ki mora imeti tukaj nijanse in prostor za podrobnosti in za pač neko interpretacijo, ki ima pač malo več intelektualne vrednosti, lahko temu rečemo. Lažje je reči, stvari so take in take zaradi migrantov iz Mehike, kot pa razložiti, kaj v bistvu migracija kot sociološki pojav je komplicirana itd. Eno veliko bolj panči. Pa tudi v zgodovino bo šel kot prvi politik, če se ne motim, naj me kdo popravi, ki se dejansko naslonil na teorijo zarote. On je na to, da je pač globalni borec proti pedofilski kabali pristal. Ne, to je noro, to je usupljivo, to je next level, bi se reklo. Pa sicer ne vem, kako je zdaj on posledica tega, oziroma je to posledica njega, ampak meni se on zdi najbolj očitna manifestacija sedanjega problema z točno tem, pač kaj sploh resnica, vse je realizirano, vsak ima svoj specifičen kotiček na internetu, kjer dobiva svoje informacije. In valjda, če si pač obdan v tem mehurčku, potem pa ta mehurček zate resnica. On je res polna manifestacija tega. Popolna manifestacija resnice, ki ni nujno resnična. Sebastian, najlepša hvala. Hvala tebi. Lep večer. Teden dni pred velikimi ameriškimi volitvami si skušamo razložiti fenomen politika novega kova gospoda Donalda Trumpa, tudi najbolj slavnega slovenskega Zeta. 01475-2202, Lojtra Toplovod, dober večer. Zdravo, Julija pri telefonu. Julija, živijo. Zdravo. Jaz bi pa v bistvu najprej omenila, da se mi zdi Trump predvsem na prvo mesto zelo se vidi, da je podjeten, pa da mu marketing zelo leži. Ja. Zdaj s prejšnjim sogovornikom sta govorila o lažeh. V njegovih izjavah in za anglizan sem enkrat prebrala, da ne bi se laži širile hitrejško, ker pa sama resnica. V današnjem času 9-krat hitreje sem zasledil podatek. No, šlo tok. In glede na vse to se mi zdi, da pač izkorišča, bom rekla, psihologijo ljudi, in da v bistvu polaga neki, ne vem zdaj, je to manjšina, kakorkoli v Ameriki, ker spet nisem toliko s tem problemu seznanjena, ampak da jim polaga dejansko besede na jezik ali ust, tako kako se to reče. Ok, ampak kaj recimo to pomeni v kontekstu našega družbeno-političnega sistema ali pa demokratičnega orodja, torej demokratičnih volitev, ki so seveda naslonjene na vse te komunikacijske možnosti, ki jih danes imamo? Jaz mislim, da izkoriščajo človeško neumnost. Človeško neumnost? Pa ignoranco. Okay. Pa, da iščejo, bom rekla, večina ljudi neke izgovore, zato da so stvari, ne vem, take, ki so slabe, so dobre, kakorkoli, ne. In da jim daje pač neke izgovore, da so zato krivi, ne vem, migranti ali pa druge, ne vem, barne skupine v Ameriki ali kakorkoli. Ampak, kaj pa če je to recimo nova politična realnost? Kaj pa če se bodo morali povsod po svetu, v vseh demokracijah, za voljo vseh komunikacijskih orodij in naše neumnosti pojaviti taki politiki, ki nas bodo najprej jezili, razdvajali, nam lagali, zato da bi končno dobili mandate, da bi za nas kaj dobrega naredili. Ali sem toliko zabluzil, da bi me bilo treba nekako šest? Ja, jaz mislim, da je politika odraz družbe
da ne moramo pričakovati nekaj boljšega, če sami oziroma v večini primerov nismo kolektivni ali pa kakorkoli. No. Ok, Julija, ampak zakaj se mi zdi, da ves čas, ko govorimo o Donaldu Trumpu in o tem, kako je on in politiki njegovega kova, kako so odraz družbe, da govorimo o tem kot o nečem slabem. Bi se dalo to definirati ali pa opredeliti, zakaj to ni ok? Ker podporo ima ta koncept, ne? Ta slog ima noro podporo. Ja, je res, ja. Sej, mislim, da podobno kot v Sloveniji, a ne, ima nekako se podobne stvari, bom rekla, dogajajo po celem svetu. Po celem svetu, nekako smo zdaj gledamo v svet in demokratična realnost sveta so na eni strani deci, ki zrihtajo s tviti in enostavnimi enostavnimi rešitvami in alternativa, ki je na drugi strani nekako ni. Mogoče je problem, ne vem, glih zanj sem imela eno debato, da ne vem, v Sloveniji ni pametnih politikov, zaradi tega, ker čez zgodovino so v bistvu vsi, ki so imeli Slovenijo čez, brisali pametni ljudi, akademike, ljudi, ki se znajo razmišljati pa delati v skupno dobro, tako bom rekla, no. In da zato imamo problem še danes in da bomo imeli še generacije in generacije, ker se je ta pametna smetana izbrisala zaradi političnih interesov drugih pač držav, ki so Ok, Julija, ampak povsem hipotetično. No, če rečeva, da je recimo, da so neka družbeno-politična vprašanja, te zgodovine da bi si jih odgovorila ali pa da bi nekdo znal odgovoriti na vse, bi moral obvladati cel kupenih ved in tukaj bi prišla do enega kompleksnega, humanističnega pa inženirskega diskurza, ki se nobenega ne dotakne več. Bi tak človek, kljub temu, da bi bil totalen obvladač in recimo popolnoma benevolenten lik, malo da ne svetnik, ne vem, Gandijevega kova ali pa Mandela ali pa Kohl ali pa te dolgočasni državniki minule dobe, a bi lahko tak človek sploh zmagal proti recimo Donaldu Trumpu ali pa njegovim evropskim oponašalcem? Ne, mislim, da ne, zato ker to se danes ne prodaja. To se danes ne prodaja? Ja, mislim, da je danes večina stvari marketing, no, tako pa ne vem, če karikiram, recimo Kardashianove, a ne, punce, če slučajno poznate, a ne, v bistvu po eni strani vsi govorijo, kako so neumne, pa se jim smijo pa vse to, ampak punce so glih zaradi tega, ker jih folk gleda obogatele, a ne. Jep. Ok, Julija, dajva tukaj končati. Ok, najlepša hvala za debato. Tudi vam, super je debata o Trumpu končati med levim in desnim gluteusom najbolj ritaste Kardashianke. Dober večer, kdo je naslednji? Lep pozdrav, Luj Šprohar, zdrav Miha. O, Luj, živijo. Čau. Jaz pa prihajam bolj z une strani pozitivne na Trumpa. Jaz na njega zelo pozitivno gledam, ne? No, to me pa zanima. Luj, a lahko samo malo frašterkar stišava? Jo, lahko vse stišava, ni super, to. Veš, kaj je, dejstvo je, njegova zgodovina je taka, on je od svojih starih podjedov 280,000 stanovanj. In to je velik denar za tiste, ki imamo en stanovanje pa avto za 5-20 jurjev, pa 2-3 jurje na mesec, je to nepojmljivo. In jaz mislim, da se ljudje, ki pridejo čez to mero denarja, ko rečejo, kot so rekli Beatlesi ali pa Rolling Stones, imamo več toliko denarja, da nam denar nič še pomeni. Jaz v to tudi verjamem, da ko prideš skozi eno stvar, dolgo delaš, že ti nič ne pomeni, ker je preveč. Ne? Kaj ga motivira? Kaj njega motivira? Ja, če ga ne denar. Njega motivira to, da je prvič, kolikrat se je ženil, denarjem je motale so se okoli njega take in drugače lepotice, ki so vedele, koliko je ura. In tak človek potem dobi občutek, da je superioren, da je suveren, da je enostavno, da je fenomen vsega in da si lahko tudi vse za to dovolj. In ker je prepričan v to, mu to ratuje. Ker če treš uspet
moč verjeti, da boš uspešen, ne? Da boš to tudi naredil. Ker če podvomiš, potem je že na začetku jasno, da bo malo uspeha. In on bo zmagal, jasno, da bo zmagal, ker je eden izmed tistih, ki sem tako, jaz sem smel po radiju takih izrazov uporabljati, ne, ampak samo mal fučka, bom rekel, ne za vse. In ta aroganca njega dela aktivnega. Jaz ne vem, jaz drugače te Amerike ne znam predstavljati, ker Kennedy je zmagal z neko drugo logiko, ne, Roosevelt tudi, kako je zmagoval tale igralec Reagan, tudi vemo, ne, in tako naprej. Bil sem pa malo zaskrbljen, ko je bil na vladi tale Zamorc, ne. Kaj sem pa rekel, mata, tega ne bojo pa pihnuli. Pa ga niso. Pa bil sem tudi presenečen, da ženska ni dobila, takrat, mislim, da je Hillary kandidirala, tudi ni dobila. Kako da ženska, se pravi, celo Zamorc prej dobi mesto predsednika Amerike kot pa ženska. To je zanimivo po svoje, ne. Kaj ženske razmišljajo? Temnopolt, Luj. Kaj? Temnopolt. No, v redu, temnopolt, ne, sej nimam, vem, sej nimam ljubitelj bluza in vsega, razumem. Zamorski zraz uporabljamo, drugače nimam nič proti njim, ne. Se tiče meni, kdo reče slepec. Ja. Ampak mojega brata, ko je nekoč pred mojo nečakinjo, pa je bila čisto majhna 5 let, je o bluzu je tekla debata, je rekel besedo Zamorc, pa je ta mala rekla, ne, oči, reče se temnopolhek. Ja, no, jaz gledam tako z zanimanjem spremljam to in to z takim pozitivnim zanimanjem in se ne bom nič čudil, če bo zmagal in bo lepo zmagal, ker očitno se vpraša človek, pa kako je lahko Stalin dobil, recimo nekoč oblast, kako je lahko dobil Hitler, kako ga je lahko dobil kakšen drug. Allende je pa hitro padel, Gandija so tudi hitro pihnili, ne vem, John Lennon je bil tudi živa tarča, pa Ben mu neči hotel. Tako da je ta svet je mogoče v nekem smislu generalne logike obrnen na glavo, zato jaz verjamem, da v njemu to tudi ratelj. Luj, najlepša hvala. Ampak sem ti pa še nekaj dolžen, veš. Ko sva se zadnjkrat pogovarjala, si me vprašal, kaj bi naredil, če bi imel moč v zgodovini nekaj spremeniti. Da lahko to spremeniš, ne? Ja? Ti me presenetil, nisem imel tisti trenutek v glavu. Veš, kaj bi naredil? Leta 38 se mi zdi, da je bilo 7 ali pa 38 so v Kubaridu pa čakvali Mussolinija in je Tiger pripravljal atentat na njega. In potem je bilo tam toliko enih otrok in gor in dol in tako naprej so bili tako naštiman, da bojo vrgli bombo v tisto avto. Ampak potem so pa rekli, da so se pa premislili zato, ker bi ta bomba pobila, ne vem, mogoče nekaj 10 otrok. Pa to ni res, ne. Res je to, da je angleška obveščevalna to prepovedala, ta atentat. Ker koliko otrok je pa pomrl, zato ker je on živ ustal, ne, recimo. Jaz se tistim angleškim komandam ne bi podaril, jaz bi vrgel bombo na človeka. Na tazga, kot je bil on, no to pa bi. Tlej se pa ne bi držal discipline partijske, če se tako reče. No. Pošteno. Najlepša hvala, okay. Pa lep večer. Drži, enako, hvala. 01475-2202 teden dni pred ameriškim demokratičnim Super Bowlom si skušamo pojasniti fenomen politika novega kova, ki ga pooseblja Donald Trump in ima tudi v Evropi številne fene in sledilce in me zanima, kako vi razmišljate o njem. Dober večer. Dober večer, Miha pri telefonu. Miha, živijo. Ja, jaz ga tudi vidim kot zelo močno osebnost, direkten je in mislim, da ga to dela močno, ne, ko bi rekel, to če govori bedarije, ne. Direkten, kaj to pomeni direkten? Ko bi rekel, ta nastop njegov, ko bi rekel, naboj njegov naboj pa preprosto na nek način spomenja, ja, mislim, spomenja na te, tako kot je prejšnji rekel, na neke fašiste ali pa na, mislim, ko bi rekel, na te nastope, zelo take, močna osebnost, tek, direkt, simpel, pove, ljudje poslušajo, gledajo, mislim, tako se meni zdi, no? Tako občutek imam jaz. Enostaven je. Simpel, enostaven, ja, in... Atraktiven.
In ljudje, so se naveličili, tako po mojem, se bomo tukaj tudi v Sloveniji, teh nekih polizanih, političnih... Ampak je to ok ali je slabo? A zdaj želimo recimo ker greva k tisti, ta izjava mi ne gre iz glave, da so električne vetrnice Baracka Obame pobile 39 milijonov ptičev, med drugim tudi nekaj tisoč beloglavih orlov, ki so simbol Združenih držav. A si želimo recimo tukaj pa sej na nek način že imamo take politike? A je to? Ja, mislim, ta izjava je smešna totalno, ne, to je, mislim, smešna in ne vem, v kakšnem kontekstu je to povedal, ker je, mislim, pač čisti idiotizem, ne. Je pa res tako, kot ste tudi vi rekel, da je pa lepo napisal, moj IQ je visok, vi ste pa bombarji. Pa še zmeraj, mislim, moji volilci so pa idioti, ne. Na nek način se dela norati iz vseh, ne. Najbrž je tudi res ta zadeva, da je on dejansko premožen in vse. In ljudje mislijo, sej pač on nas bo popeljal, ne, politiki, ki neki govorijo, pa delajo drugo. On je direkten, je preprosto, kako smo rekla, in bo tudi ni šel v politiko zaradi denarja ali pa da bo neki kupčeval, ampak dejansko misli nekaj za Ameriko narediti. Mislim, da je zato bil prvi sigurno izvoljen, da so imeli to večinsko mnenje, ne. Zdaj drugič imam občutek, da bo še zmeraj izvoljen kljub temu klobasarijem, ki jih klatne. In tako, kot ste rekel, da ni neki velik spremenov, ampak po drugi strani so pa časi taki, v tem času, kot je on bil, pa mislim, da posledično tudi zaradi njega, ne, da je vse skeptiki začelo se, pač on je začel carine na uvoz, s Kitajsko se začeti bockati, z Evropo bockati. Brexit je bil vse take zadeve, ki je mogoče pripeljalo do te situacije, kjer smo trenutno, ne. In je to neka krizni čas in spet kdo takrat dobi glasove. Ja, kdo? Če pogledamo zgodovino, ne. Ja. Hitler jih je dobil, Mussolini jih je dobil, taki, mislim, mogoče narobe razmišljam, ne. Ja, detci, ki so pripravljeni za domovino nekaj narediti. Nekateri, pa taki, ki predlagajo mogoče ne, mislim, ki predlagajo ukrepe, ali pa ne vem, ki bi rekli, da pač ni to normalno, pa da so, ampak ljudje vidijo v tem neki rešitev, ne. Torej, saj neki bomo premaknili, ne bomo okay, pa... Miha, ste mi želeli zdaj le me... Kitajci so krivi, ne? Pa Mehičani so krivi. Treba je poiskati krivce, treba je ponuditi enostavne rešitve, to je ta model vladanja in obvladanja, da ne rečem. Ampak, a je to ok? A mi želite povedati, da v resnici v krizah, v kakršni je svet, tudi zdaj le, pač naša demokratična orodja običajno, tako nas uči zgodovina, odpovedo? A je to? Mislim, oziroma, da mi odpovemo, da naši volilni korpusi odpovedo. Ja, ker je točno tako, ker oni predlagajo neke enostavne rešitve, simpelna, imajo točno določenega krivca, imamo rešitve za to, imamo vse, ne. Ta pravi politik, pa kar se malo več, oziroma se verjamem, da se da to mogoče zastop v celo 100% v ekonomijo in vse sorte in da so ti njegovi ukrepi glede vsega tega na podlagi mislim, ni to kar neki, ne dela kar nekih preparitov, ne mogoče, ampak on predstavlja najbolj simple rešitve, ne. Drugi pa ve, da to ni tako simple za rešiti, ker bomo hitro naredili neke, se pravi, se bodo še bolj zaostrile razmere. Ja. Kako pa to spremljate, recimo, da naš premier podpira po Twitterju? Ja, ni mi všeč. Mislim, to me pa sploh zmotilo. Zmotilo me je že takrat, ko je prišel Američan, sem pa je znani minister, pa je kar, pa smo ga, zdaj je pa prišel, in mi mi smo z vami in bomo podpisali to in bomo, dajmo Kitajce umakniti, pa čakajmo, pa sej ekonomija je takšna, kakršna je trenutno, se tu je ameriški izum. Zdaj se smo rekli, se je mislim, ne, se pravi, imamo prosti trg, ne? Zakaj bi se zdaj omejevali? Pa kupimo kar čmo, ne? Ja, pa pustimo, ne? Miha, treba je zdaj špekulirati, kdo bo zmagovalec in z njimi kolaborirati, ne? Tudi
v 30 letih so se dogajale podobne reči, ko ste ravno načeli to temo. Najlepša hvala. Ureda, hvala vam. Živijo. 01475-2202, teden dni pred ameriškimi volitvami. Si skušamo pojasniti fenomen politika novega kova, ki ga pooseblja simpatični Donald Trump. Dober večer. Dober večer. Srečko, živijo. Živijo, Miha. Po glasu z prve. Vse se bo Sava curuknila, se temu reče, da sem drugič zapored že v etru. Drugič zapored, v 2 zaporednih oddajah. Tako, ja. Torej Šprohar je Trumpa zelo lepo opisal, kako deluje. Ni pa poskušal pojasniti, zakaj je pa tak človek lahko prišel na ta položaj, kjer je. No, Srečko. Jaz mislim, da je to zanimiva zadeva z drugega stališča. Če se spomnite, v Franciji je bil Koluš, se ga spomnite? Yep. Ja, pa v Italiji je bil Beppe Grillo, se ga spomnite? Komedijant. Tako, oba sta bila komedijanta in oba sta dobila neverjetno veliko podporo. Koluš je sicer kandidiral za predsednika Francije, ampak ni zmagal. Beppe Grillo je pa ustanovil gibanje 5 zvezd in tako naprej, tako da je še vedno v politiki. To se pravi, mogoče se spomnite, je bila pred drugo vojno svetovno v Ameriki zelo znana ena pevka, operna, ki dejansko je bila grozna. Je imela nemogoč glas, ni imela nobenega posluha, ampak je postala tudi popularna ravno zato, ker je bila tako grozno slaba. In mislim, da je Trump zato zmagal na volitvah, ne njegov volilni program ali kaj sem kaj, ker to njegovi voljivci nobenega programa razumeti pravzaprav tudi ne morejo, ker so premalo izobraženi. Zakaj? Zmagal, ker je eksces sam po sebi. Tako je. In zakaj je bilo to možno? Pa jaz mislim, da zato, ker je v Ameriki pač toliko ljudi obupalo nad demokracijo in so ugotovili, da demokracija za njih ne deluje in so zavestno volili nekaj, kar bi demokracijo uničili. In to jim pomeni Trumpa. Nezavedni demokratični samomor. Tako. Wow. Ja, zato, ker demokracija dejansko za veliko večino ljudi na tem svetu ne deluje. In v Ameriki so stvari prišle toliko daleč, da se je toliko in toliko ljudi odločili za to, kar ste rekli, Miha, demokratski samomor. Srečko, a želite reči, da bomo tudi v Evropi zdaj sledili temu svetlemu zgledu in bom rekel, toliko časa počeli demokratične neumnosti skozi našo volilno obvezo, da bomo tiste, recimo, kandidate, ki so se pripravljeni radikalizirati in postati, bom rekel, eksces v rajthozah, toliko časa vzbujali, da bodo to tudi dejansko postali in se bo na ta način naša, bom rekel, družbeno-politična realnost skozi eno tragedijo spet presnovila. Ja, tako nekako izgleda, da bo šlo, zato ker vsi ti znaki so prisotni, tako kot sem že omenil tega Koluša pa Beppa Grilla, pri nas imamo Jelinčiča, ki igra to vlogo. No, pa tudi premijer zadnje čase ne obstaja, ne zaostaja. Ja, se trudi biti, recimo po Twitterju, če greva v analizo, na Twitterju je izrazito ekscesen. Ampak v javnih nastopih skozi medije niti ne toliko, ampak tam pa. Naš premijer je dejansko še vedno preveč, bi rekel, zagret za resno politiko. In je preresen. Če bi naš premijer, tak kakršen je, začel oponašati v svojih nastopih Jelinčiča, recimo, bi bili v veliki nevarnosti.
tako pa zaenkrat nismo, upam, da mu ne bo prišlo to na misel. Ja, se pridružujem. Če me posluša, bo pa verjetno začel razmišljati v to smer. Namreč politika je show business tudi, in to se tudi zelo dobro vidi pri tem, kako Trumpu uspeva množice za sabo vleči, pri tem, da ima popolnoma nemogoče ideje o tem, kako naj bi družba funkcionirala. Tako da je vse odvisno, veste, po mojem od tega, v kakšni koži bomo se znašli čez pol leta, leto, 2, 3, a nam bo šlo slabše, kot nam gre, a nam bo šlo tako, kot nam gre zdaj, ali bo šlo mogoče pa še celo kaj boljš, kot nam gre. Če bo šlo slabše, je vse večja nevarnost, da bodo prišli na oblast ljudje Trumpovega kova. Ne samo v Ameriki, ampak povsod. Ampak zdaj govoriva, kot da je, bom rekel, demokracija nek od nas relativno neodvisen organizem, kar ne nazadnje so ugotovila tudi je, če razmišljava na tak način. Ne? Ja. Da nam recimo ta ekscesen Trump tam na tistem odru pred svojim volilnim korpusom pravzaprav kaže evropsko prihodnost čez 5 let ali pa 4 ali pa 15. Ja, popolnoma možen scenarij. To je popolnoma možno. Namreč, zakaj je to možno? Zato, ker smo ujeti v en začaran krog. Imamo demokratične volitve, seveda jih imamo, samo težava je v tem, da se na volitvah znajdejo kandidati, ki jih ni izbiralo ljudstvo, da bi jih postavilo za kandidate ali pa pripustilo k temu, ampak je to stvar političnih strank. Politične stranke so pa v današnjem času v veliki večini bolj tolpe kot politične stranke, ker je Svetlana Slapšakova ugotovila, zelo lepo, da nam vlada ohlokracija, to je vladavina tolp. Politične tolpe. Ja, tako je, to so tolpe. In te tolpe kandidirajo nove kandidate in se perpetuirajo na ta način. In ljudje nimamo možnosti voliti praktično nobenega tazga kandidata se praktično ne postavi, da bi delal za ljudi, ampak dela pač za korist svoje tolpe. Ja, pa še ekscesno uznemirljive so tolpe. Srečko, odlični ste, najlepša hvala. Ja, hvala tudi vam. Lahko noč. Lahko noč, evo, to je bil Srečko iz šesterice elite, ki jo omenim v vsakem uvodu. Pokličite tudi vi, ne mara kdaj postanete eden ali pa ena, absolutno ena izmed njih. 01475-2202, teden dni pred ameriškimi volitvami, si razlagamo fenomen politika novega kova Donalda Trumpa. Oziroma Trumpa, po naše. Po Eastern European. Dober večer. Dober večer. Tukaj Miha, tam pa Dragan pri telefonu. Dragan, živijo. Živijo, glede Trumpa. Ja, kaj smo še pozabili povedati? Ja, pozabili smo povedati, da glih ni inteligenta, no? Glede na to, kaj se dogaja na zemlji. Kako se vam, zakaj? On pravi, da je, tudi meni se zdi on izrazito inteligenten mož. Ja, če jaz mislim, če bi bil inteligenten, bi vedel, da je in voda, zrak, zemlja, ne pa moč, nadzor, denar. Se pravi, bi mogel delati v prid zemlje, pa zemljanov, ne pa lagati, da je zgled taka, ne pa drugačen. Ok, Dragan, kako ga razumete? Kaj je njegov motiv? Kaj je v zadju? Ja, glede na to, da, kot je že rekel, da mu denar nič ne pomeni, s takim človekom je tako, a ne? Več imaš, več hočeš, a ne? Se pravi, ankoli te nam zadovoljili to, kar imaš, boš hotel še, a ne? Skozi so neke meje in ko boš to dosegel, boš spet hotel še.
ko bo postal vladar sveta, bo spet hotel še Magadej za kralja galaksije, on bo še zmer hotel še, kol ga ne ostalo, fora je sam, da hoče moč, nadzor, denarja itak ima, denar mu ne pomeni več, zato pa išče druge stvari, a ne. In če bi bil inteligenten, bi delal druge stvari, a ne. Kaj, na primer? Ja, se pravi, dal bi malo lepši zgled tam ljudem, povedal bi jim, ne vem, kdo je, kva je, ne da je ime Trump, men človek, kakor smo vsi, ampak... Ok, ampak daj, Dragana, spremljate, kakve vrednote on zagovarja, kaj se vam zdi, ne, kako dobro ga poznate? Ja, glih ne spremljam politike, ampak koliko itak poznam Trumpa, a ne vem, kdo je, a ne. Ja, ampak ok, kaj je zdaj njegova agenda, kaj on obljublja svoji volilni bazi? Kaj da v zameno za glasove? Ja, glih ne vem, kaj obljublja, ampak vem, kolikor pravite, kolikor poslušam, da laže, da manipulira s folkom. Ok, ne veste, kaj obljublja, ne veste, kdo je, ne veste, kakšen je volilni program, ampak bi pa volili proti njemu. Tako, sigurno. Sigurno. Dragan, najlepša hvala. Ok, hvala tudi tebi, živijo. Živijo, evo, kot rečeno. Tudi to je demokracija, nič 1475-2202. Dober večer. Dober večer, Miha, David tukaj. Živijo, a lahko David, Teja je pravkar tweetnila, mogoče za istočnico, strašljivo je predvsem, da so se volivci zarotili proti razumu, zaradi česar nastane prostor za trgovce z meglo. Bando, ki bo obljubila karkoli, da bi dobila moč. In tako na sceno pride Trump, to drži. Pa smo mi tako pripričani, da ona druga strana Trumpa pa je taka resnica z veliko... Ja, seveda, da ne? Ja, vse to je to. Ne vemo več komu zaupati, ne? In vemo pa ena stvar pri Trumpu. On pove to, kar misli. To, kar misli. Ja, žal to, kar misli, je pogosto zelo zgrešeno, ne? Pa se ne strinjamo s tem, pa dela velike probleme, ampak vse pove to, ne? Druga stran pa lahko muti, pa ne veš, Meni se zdi, da on pove tisto, kar si misli, je nezanemarljiv del volilnega telesa. Ja, tako, kaj mu bo prineslo točke. Upa si to povedati. Ja, pa tako direktno. Mislim, da on to tudi prepričan. Vse deluje tako zelo prepričan za to, kar govori. Ampak ja, to je hecno. Nadaljujeva od tiste točke, kjer sva začela. To ste upozorili ste na zanimivo stvar, ne? Na še en zanimiv fenomen, da mi avtomatično nasprotno stran, ne? Torej v tem primeru ameriške demokrate razumemo kot nekaj benevolentnega, kot nekaj dobrega, ne? Trumpov tabor pa kot nekaj avtomatično slabega, ne? Odkot nam ta ideja in kaj z njo ne štima? Ja, tu mislim, da spet lahko kritiko Trumpa, ne? Ker pač on povedal menih par takih stvari, ko se pač ne moreš strinjati z njimi, ne vem, zanikanje podnebnih sprememb, rasizem in podobne zadeve. Samo zdaj, če se ne strinja s Trumpom, to ne pomeni, da si že kar avtomatsko demokrat, ne? Demokrati so tak prosti, ampak ta kandidat njihov, ne, že ko ga vizualno pogledaš, si misliš, pa kaj ta človek je čisto zdrav, je z njim vse v redu. Jaz ne vem, kako so lahko dobili takega kandidata. Ne vem, skoraj kako da bi se prav potrudili najti nekoga, ki bo čim manj primeren za to, da dobi. Bernie, recimo, zdaj smo že na poti teoriji, kaki zaroti, ne? Ja, to glih ne. Ampak ja, dejstvo je, da ta alternativa ni tak sjajna, kot bi lahko bila. Bi bil vsem malenkost mlajši, malo bolj, kaj bi rekel, vizualni, karizmatičen. Ampak ja, dobro, ja, so se izbrali takega, kot si se izbrali, ne. Se je bilo kar nekaj boljših kandidatov. Ampak ja, dejstvo je, da se spet dogaja tam v Ameriki nekaj podobnega kot pri nas v Sloveniji, ne? Torej celotna politika se gradi na kritiki stare oblasti, ne? Torej tu imamo pri nas proti Janši, ne? Pa smo vsi proti Janši in zato glasujemo za tiste, ki niso Janša, ne? Zato, ker so oni proti, tam pa pač so zdaj proti Trumpu, ne? Tem, da
Jaz nisem tako ziher, no. Jaz mislim, da ima še vedno dobre možnosti. Analitike mu kaže podobno, kot mu je kazalo pri Hillary, tako da mogoče bo celo zmagal. Oziroma drugače povedano, prepričan sem, da če bo poražen, se bo sam sebe porazil. Dejansko ne vidim, da je alternativa močnejša, boljša. Vprašanje je, ali politik novega kova sploh lahko zmaga na kakršenkoli drugačen način, da si ravno bi želel delati dobro. Ne, jaz mislim, da ne. In to se kar vrne zdaj na tisto misel tvojo, ki si jo predal. Ja, mislim, da dejansko politik, ki hoče delati dobro, bo mogel vmes povedati neke neresnice za to, da bo sploh izvoljen, za to, da se bo prodal, ker dejansko je to marketing, on govorijo tisto, kar vejo, da ljudje hočejo slišati, zato da jih pol obkrožijo, ne pa tisto, kar bi bilo treba slišati. In politiki bi govoril neko tisto resnico. Torej bodo v neki bližnji prihodnosti, ne tako oddaljeni, ker se to že zdaj dogaja, bodo politiki, torej predvsem odločni detci, ki bodo na Instagramu mahali svojimi mišicami in morda čez 10 let že celo tiči. Mogo boš biti zelo spreten v kratkih tweetih, da te bo ljudstvo razumelo, ker ljudje preprosto ne razmišljajo globokih misli. Da stičem usekaš po mizi. Tak nekak, ja, pa da se ni za mano zatrese bolj, to je važno. To je to. In alternativa takim odločnim tičevsekavskim moškim je? Ženska. Inteligentna, borbena, taka, ki pove, kaj si misli tudi, ampak da pove, kar je premislila prej, pa da ne pove, težko, mislim, težko je biti izvoljen, rečemo, da je kampanja, pa reči ljudem, gledajte, sledila bo huda recesija in huda lakota ali pa nekaj takega, kar se bo dejansko zgodilo, ker tak se kaže, pa pač sooči s tem, lažje reči, ne bo lakote, jaz bom naredil, da ne bo, da bo kar vse vredo. Po ljudje, lep delež ljudi ne bo kar verjel, zato ker pač hoče slišati to resnico, ker si bomo naravnani tak, da si mislimo, kupiš nekaj, pa že vredo. Ja, ampak a ni tako, recimo z vidika volivca, popolnoma neodgovorno terjati in pričakovati od politika, ki je ne nazadnje nekdo, ki je, bom rekel, šef našega skupnega podjetja, da govori meni všečne stvari. Ampak to tak je demokracija. Da išče krivce za mojo mizerijo. To je v demokraciji, kjer je ljudstvo nespametno. Ok, spametujmo se. Najlepša hvala, da je končati čas nam je potekel. Srečno, spoštovani in cenjeni, danes nimamo pol ure za podaljšek, čeprav bi bil nemara bolj smiselen kot prejšnji teden. Dajte vaše ideje preusmeriti na Twitter, Lojtra Toplovod smo tam, če ste Toplovod zamudili ali ste se prepozno priključili, ga najdete na naši spletni strani jutri zjutraj, če se pa naročite prek aplikacije za podcaste, pa vam ga frišnega v nekaj urah dostavimo. Z vami sva bila Blaž Mikl in Miha Šalehar in bova spet, ko bo čas za to. Živjo.